ko so bili objavljeni ti rezultati za Slovenijo, spodbudni rezultati, je minister kritično in pametno dejal, da vendarle si jih ne lasti sam zaslug za te rezultate, ampak da so plod večletnega dela in sistema, ampak hkrati, da so ti rezultati tudi posledica boljše klime in kakovostnih premikov v slovenskem šolstvu. Seveda to velja se vprašati, ali premiki, ki so se zgodili v zadnjih letih, 2-3 letih v slovenskem šolstvu, vendarle kaže na boljšo klimo, je pa res, da rezultati segajo nazaj. Peter Čeznik je naš podpredsednik, hkrati tudi predsednik odbora za promet, ampak ve pa tu o športu na tem področju. Odbor za šolstvo in šport kot panoga zgodovinsko v Sloveniji dano v en predal. Torej, na eni strani imamo kolega, ki sta angažirana v šolstvu, v drugi strani se pa jaz ukvarjam, ker sem pač imel otroke, tudi do neke mere šolstvom, in kar sta povedala, se s tem strinjam. Poglavitno je, da se ne eksperimentira z mladino v šolah, ker to ne moramo meriti od dneva do dneva, ampak to je dolgotrajni učinek. In zdaj, ko prihajamo v športu, zmanjševanje športne aktivnosti v šolskem sistemu je po mojem, in tudi verjetno so raziskave po svetu to že pokazale, negativno. Ima ogromno stranskih učinkov, slabih. Socializacija mladine v športu je veliko bolj učinkovita, kot pa če sedijo doma in igrajo kompjuterske igrice. Je veliko bolj učinkovita, kot če socializirajo pred šolskim prostorom in kadijo cigarete na veliko in podobno. Šport v šolah, kako smo ga mi tukaj prisotni, posebej teh smo malo starejši, poznali, je včasih bil velika grba in velik križ. Nisem hotel iti na bradlo, ker sem bil premajhen, pa nisem mogel gor skočiti. So bile pa druge stvari, ki so me pritegovali v športu. Smučanje, rokoborba, kajakaštvo, bolj individualni športi. Iz teh mladih ljudi v šolah, kjer se šport razvija, lahko gradimo in športna društva, ki že obstajajo, imajo podmladek. Iz teh bodočih športnikov lahko razvijamo šport še naprej. Zavedati se morate, da šport ni samo socialna, rekreativna panoga, je tudi gospodarska veja. Turistični šport ali šport v turizmu, uno, drugo, tretje, reklama naših najboljših dosežkov, kot so smučari ali kot so judoisti in podobne stvari. Vse to pride pod šport. Problem, ki ga jaz vidim v Sloveniji, je podoben kulturi. Kulturni dolar ali kulturni evro je nenadoma postal zelo majhen. Zdaj, če hočemo imeti zdrav duh v zdravem telesu, moramo ta telo tudi v časa do časa malo nafutrati in evri pridejo zelo prav. Šport, ko ga delim na šolski, rekreativni in potem vrhunski in tekmovalni, gledam predvsem tudi iz vidika objektov, ki jih imamo in katere smo uspešno zanemarjali skozi desetletja. Plečnikov stadion, kajakaški center v Tacnu, Planica. Po drugi strani imamo pa totalno nove objekte zgrajene, ki so fenomenalni in imamo določene probleme z njimi, za stališča drugih ustanov in organizacij, ki kontrolirajo določeno območje. Primer je diatlonskega kompleksa na Rudnem polju in polemika z Triglavskim nacionalnim parkom. Problem je kajakaškega centra v Solkanu na Soči, kjer ribiči pravijo, da če z veslom veslaš, mlatiš ribe po glavi. To so vse stvari, ki se z konsenzom in razgovorom dajo ljudi. Če pa imamo turistično geslo I feel Slovenija, čutim Slovenijo, jaz bi raj videl, da bi rekel I admire Slovenijo, jo občudujem zaradi lepot, ki jih ima, pa tudi zaradi dosežkov njihovih ljudi na športnem področju. Ko pa govorimo o vrhunskih športnikih, pa vidim nekaj,
da se država do neke mere obrača do vrhunskih športnikov, torej ne govorimo o moštvih, kot je Pivovarna Laško, Union, nogometna. To je skrajni profesionalizem in te ljudi vedo, v kaj se podaja in to je zanje posel. Če gledamo mi mladega smučarja, skakalca, ki je prišel iz majhnih 16-letnih starih vrst, se je vključil v eno izmed državnih organizacij, naj bo to vojska, policija ali naj bo to carina. Dokler dosega dobre rezultate, je popularen in je na plačilnem listu. Torej, pritisk je na njemu, da dosega te rezultate ali na tekmovalki, če teh rezultatov ni, se znajdejo na cesti. Nemški, avstrijski in francoski sistem je pa precej drugačen. Naši kadeti športniki, ki se razvijajo in pokažejo potencial za vrhunske dosežke, dobijo v tem francoskem, nemškem ali avstrijskem okolju delo v teh organizacijah in te organizacije jih stimulirajo, da študirajo. In študirajo tudi v sklopu organizacije, v kateri so, pa naj bojo to vojaške veščine, naj bojo to policijske ali carinske veščine, po drugi strani jih pa stimulirajo, da se razvijajo tudi v pedagoškem smislu v svojem športu. Tako da, ko je tekmovalčeva kariera končana, ni na cesti, vendar je še vedno, ima status delavca, ki je zaposlen, ki nekaj prispeva. In to je tista velika luknja, ki jo vidim v slovenskem, posebno vrhunskem športu, ki mislim, da bi jo bilo treba zapreti. Ni pa treba zaradi tega imeti velikega sprememba zakonodaje, mislim pri športu, tako kot pri drugih stvareh, ne moreš preveč eksperimentirati, moraš imeti pa veliko dobre volje, seveda brez druga pa nič ne gre.